Živjo sem skupaj. In že tukaj sreda, ura je 9 zvečer in tako čas za naše tedensko druženje vseh tistih, ki jih zanima svet energij, kako ta poteka oziroma kaj se zadaj vse za vsem tem pravzaprav skriva. Jaz sem vam povedala izkušnje iz mojega življenja in pa tudi primere drugih, ker so eni zelo navdihujoči. Seveda, usmerila se bom pa na tak način, da boste razumeli, poskušala bom razložiti čim bolj natančno in pa seveda z energijo, da se bo to tudi začutilo. Jaz sem ravno včeraj prišla nazaj iz leta na Bosanske piramide. Tako da sem še malo premaknjena. Malo sem še... nekako se mi še stvari sestavljajo in prizemljujejo. Bom o tem posnela tudi video, ampak ne danes, ker nisem še pripravljena. Lahko pa samo rečem, da je bilo naravnost enkratno. Jaz sem sama skeptik, kar se tega tiče, tako da pa ne skeptik v smislu energiji, ampak nekako me ni vleklo tja. Zdaj pa sem zelo vesela, da sem se odločila za ta korak in da sem obiskala ta predel, kjer je res energija, wow. Bi se pa zdaj rada glede na to navezala. Recimo, energija je vse povsod. Energija je v nas, energija je v okolici, energija je na celi zemlji. Obstajajo različne vrste energij. Ena je tista, ki je tvoja lastna, ena je pa recimo ta na neki energijski točki, ki seva dobro ali pa morda nekje drugje, pa malo manj dobro. Zdaj, jaz gledam na te točke energijske, da se človek regenerira, da se spočije, da se pozdravi, da dobi, ne vem, nove uvide. Ampak ta energijska točka, razen če ne živiš na njej, je ni vedno s tabo, ni vedno dostopna oziroma dosegljiva. Se pravi, moje naslednje razmišljanje v to smer je, kako pa jaz lahko poskrbim za to, da bo moja energija povišana, da se bom bolje počutila, kako si v bistvu sploh pomagati sama sebi, pozdraviti stvari. In to je bil v bistvu začetek mojega raziskovanja teh energij, ko sem se spraševala takšne in drugačne stvari. Zdaj, energijo svojo lastno se da kopičiti, ampak vsak ima toliko, s kolikšno količino se je rodil. Se pravi, vsi smo se rodili za 100% energije, nekateri imajo potem pa morda malo manj. Bomo rekli, če primerjamo ene in druge, o tem sem govorila že v prejšnjem videu. Ampak je zelo pomembno za razumeti, ker naša energija se ne more več, kot je mi imamo, bom rekla, če bom razumljivo, nabrati. Ja? Se pravi, če imamo določen procent, recimo da je to 50%, da bo lažje razumljivo, nekdo tukaj ima 70. Mi je lahko iz 50 nakopičimo samo do 100. Več kot toliko ne gre. Ja? Zdaj pa, ker se ta energija tekom življenja zgublja in ker jo mi porabljamo za različne stvari in ostaja v nepredeljenih občutkih in dogodkih,
je potem logično, da se iz 100% potem ta nivo energije iz leta v leto niža. Zdaj, v bistvu pri vsem tem je, da ti svojo energijo lahko zelo hitro dvigneš. Lahko pa jo tudi zelo hitro izgubiš. In moje vprašanje že pred leti je bilo, kako lahko jaz svojo energijo zadržim. Ker sem videla, da jaz tudi zdaj vidim, da si energijo lahko zelo hitro dvignem, ampak potem pa ta energija spet gre in drug dan moram znova dvigovati energijo in spet gre in spet in spet. Gre za to, da imamo mi ljudje v svoji auri, bom rekla, energijski auri, luknje, določene luknje, poškodbe. Naša aura je stisnjena ali pa skrčena, lahko je preveč razširjena, lahko je popolnoma luknasta, lahko da ima samo par luknjic. Odvisno od tega, kaj vse smo v življenju doživeli, na kakšen način je potekala naša življenjska pot in koliko smo od tega uspeli pokrpati. Veste, tako, ko se krpajo hlače, ko so nam stare mame krpali hlače, ko smo imeli luknjice na hlačah, enako mi lahko zakrpamo našo auro. Potem naslednja stvar pri tem je zelo pomembno, da jo sprejmemo čim prej, je ta, da ni hitrih rešitev. Ni tehnik, ki bi te popeljale takoj do razsvetljenja. Ni načinov, ki bi ti pomagali, da vzdraviš 1, 2, 3. Ni tiste tabletke, a veste, jaz bi jo tudi rada vzela, nič bat. Bi jo takoj vzela in wow, vse mi je jasno, zdrava sem, super sem in tako naprej. Ampak tega ni. To sem že tudi že povedala, zakaj ne, zato ker smo na zemlji zato, da se učimo. In zdaj, če ni hitrih rešitev, potem seveda treba iti po korakih. Naslednja stvar, ki jo je potrebno povedati, je ta, da tudi ni ljudi, ki bodo rešili tebe, ki te bodo osvobodili, rešili tvojih notranjih bitk. Se pravi, nekdo te lahko nauči, kako prideti do določenega stanja, kako si dvigati energijo, kako ozdraviti določene občutke, kako potegniti energijo nazaj iz preteklosti. Lahko te tudi napolnijo z energijo sicer, ker to delajo določeni ljudje, ampak še vedno se bo ta energija potem razpršila oziroma znova ušla skozi luknje, ki jih ima vsak od nas. Treba se potem zavedati, da si ti tisti, ki si odgovoren zase, za svoje življenje in pa za svojo energijo. In ko to dojameš, je potem malce drugače vse skupaj, ker veš, konec koncev se vedno ti odločaš, kako želiš živeti. Ne? Recimo, jaz sem pred tolikimi leti, 20 leti, še več, sem se sprašvala, kako, zakaj se jaz tako počutim. Jaz bi se rada počutila bolj izpolnjeno. Rada bi bila srečna, rada bi bila zadovoljna. To sem se sprašvala sedaj, ko sem bila popolnoma sama. Zato je samota zelo krasno zdravilo za takšne stvari. Ko sem bila v družbi, seveda je bilo fino, fajn in tako, smo se smejali, smo se imeli luštno in tako. Ampak potem, ko sem prišla domov, sem pa bila
bila vsem sama s sabo. In to me je potem peljalo do tega hotenja, kaj se z mano dogaja. Ni bilo popolnoma jasno, kaj to je. Se pravi, če sem jaz odgovorna za svoje življenje, za svoje stanje, potem je dokaj verjetno, da ga lahko tudi spremenim. In zdaj kako? Vse, kar se nam dogaja, gre za neko vrsto energijskih dejanj. Vsaka naša interakcija je energijska. Vsi naši občutki izvirajo iz neke energije. In zdaj, če jaz želim spremeniti sebe, kje naj sploh začnem? Se lahko vpraša nekdo, pa kje naj sploh začnem, kako naj to naredim? Ok, lahko nekoga pokličeš, lahko se prijaviš na kakšno delavnico, da začutiš energije, da ti nekdo osvetli ta pogled. Ampak še vedno si ti potem med tednom, ti greš enkrat na delavnico in do druge delavnice, recimo, se sam soočaš z življenjem. Jaz sem si pomagala, predvsem, oziroma si še danes pomagam, z ogledali. Se pravi, kaj meni moje življenje kaže. Situacije na dnevni ravni. Kaj mi sporočajo? Kaj mi hočejo povedati? Sploh na začetku je to taka fajn tehnika, zato ker, ko si tako nekako upet v življenje, v te vsakodnevne stvari, ti ni še čisto jasno, zakaj se ti neke stvari dogajajo in je zelo fajn si potem pomagati. Jaz si pomagam, pa še sem si pomagala s kartami, pa s tem gledanjem ogledal, pa z gledanjem kakšnih teh znakov zunanjih. Mislim, ni da ni. Vse, kar je bilo možno, sem si pomagala. No pa tudi zdaj, pač odvisno v kakšnem stanju sem. Včasih takoj vem, kaj se mi dogaja in kaj mi neka situacija sporoča. Včasih pa ne, včasih pa rabim kakšen dan, dva, kakšen teden ali pa kakšne močne sanje, da mi v bistvu povejo, v kakšnem stanju sem. Zdaj, mogoče bi še povedala, kje izgubljamo največ energije, da bi tudi vi sami začeli v to smer razmišljati, kje v bistvu gre največ naše energije. Veliko jo gre za stvari, v katerih ne uživamo. Recimo, če delamo neko delo, ki nas ne veseli, tukaj gre zelo veliko energije. Ali smo v partnerskem odnosu, kjer smo nezadovoljni in nesrečni. Tudi tukaj gre veliko energije. Lahko smo zelo veliko v obsodbah do drugih in do sebe. Tudi tukaj gre dosti energije. Lahko se stalno nekaj z nekom prepiramo. Prepiri so ravno tako jemalci velikih količin naše življenjske energije. In potem so tukaj seveda še druge stvari, recimo nezavedni spolni odnosi ali pa spolni odnosi kar tako, za brez veze, za eno noč. Potem neke stvari iz preteklosti, ki so nerazrešene, naši nezaceljeni občutki. Tudi govorjenje, govorjenje, s tem razpršujemo svojo energijo, tako da bodimo bolj pazljivi pri besedah, pa rajši manj povejmo, pa bomo več efekta dosegli. Tako mislim, da sem te glavne stvari, ki nas ponovadi pestijo, povedala. Tudi dobro, če smo brez denarja, tudi izgubljamo energijo. V glavnem, vsa ta stanja, ki so malo bolj zoprna, takrat izgubljamo energijo. Zdaj pa, kako se tega lotiti, da ta energija ne bi več uhajala? Jaz bom povedala en primer moj, teh primerov je sicer
veliko več, lahko bi govorila kar precej časa, ampak ker sem ga opisala tudi v knjigi, ga bom povedala. In sicer z eno prijateljico sem jo poklicala, sem dobila idejo, da bi naredila nek trailer in nekako sem nastopila proti njej, tako češ, veš, koliko je to dober, ta trailer, to je treba imeti, tako to bomo kaj, to posnamemo, naredimo, objavimo in to je krasna reklama za naše društvo. In nakar ona se je počutila z druge strani pa napadeno, češ, da jaz nekaj vsiljujem svojega, nisem počutila v redu, počutila se stisnjeno v kot. To mi je potem povedala, se bom razložila, kako je bilo. V glavnem je se povem to, ja, tako bi bilo fino in ona na vse reče ja, ampak jaz sem začutila, da ni bil ta ja glih iskren. Nakar mi je končala pogovor in jaz začutim res v sebi tisto jezo, ukrčeš. Pa kaj se ona gre, pa se je jasno, da je to dobra stvar. Pa kako ne vidi tega, da je to taka ful dobra ideja. Sploh ne razumem, pa kaj se greš, ne? In jaz se začnem v bistvu z njo prepirati v mojih mislih. Verjeli ali ne, po 15 minutah sem da jaz popolnoma izčrpana, ulegla sem se na posteljo in sem začela dihati. Ker jaz že poznam te tehnike, vem, katero tehniko vzeti, v bistvu uporabiti, sem začela dihati in sem se ujela z belo svetlobo. In sem dihala, da sem se regenerirala. In ob tem, ko jaz diham to belo svetlobo, ugotovim, zakaj je ona tako odreagirala. Zato, ker jaz nisem dovolila, da se ona izrazi. Jaz sem kar samo tako bi bil dober, češ moj pogled je edini ta pravi, ti pa imaš to, da sprejmeš. Po ene pol ure dihanja, ko sem jaz uvidela svojo napako, ko sem se napolnila z energijo, sem jo poklicala in ona je ravno tako v tem času isto dihala. Je rekla, da je bila ful jezna name, in da se je mogla vleči in takoj dihati na ta najn, bomo rekli, pogovor. In potem so si povedali, kaj se je kateri dogajalo in ugotovili, vsaka priznali svojo napako, ona je preveč potem se umaknila, namesto da bi mi povedala, da je ta nič ni všeč, se je umaknila in je jasno potem tudi ona mene začela posojati in se kregati z mano v mislih. Ona je bila, ne vem, cirka 200 km stran od mene. In jaz sem delala enako. Se pravi, vidite, kako pomembno je v bistvu, kaj mi s svojimi mislimi delamo. Vsi to zdaj že vemo, to praktično že vsak drug človek po moje ve, kako pomembne so naše misli. Ampak, a vemo pa, kako jih v tistem trenutku, ko nam začnejo nagajati, kako jih usmeriti, kako pravilno ravnati z njimi. Tukaj se je treba naučiti, da ti v trenutku, ko pride neka misel, ne vemo, kako sem slaba, ali danes sem pa čizanač, ali pa ta je pa en čuden človek, in tako naprej. Takih misli se je treba paziti, ker mi dejansko to, kar izgovarjamo v mislih, kaj šele v besedah, to se dejansko dogaja. In mi, če nekoga recimo obsojamo v mislih, kakšen je, ta človek bo pokasiral, če bi energijsko videli, same neke sulice, bombe, kot da ga stopom ali pa z mitraljesko, da si ga čist sestrelil. Sploh, če je dovzeten za te stvari, če ima že tako ali tako slabo samopodobo, bo on avtomatsko to prevzel in se bo samo še bolj potlačil. Veste, vedno se ti ta stvar vrne. Če jaz o nekom mislim slabo, bom jaz nekje drugje, na enem drugem dogodku, drugem dnevu, z drugo osebo dobila enako nazaj. Se pravi, jaz moram sebe vprašati, zakaj se mi godijo take misli po glavi, zakaj obsojam druge, zakaj sem takšna. In ker jaz vem, da s tem izgubljam veliko energije,
grem rajši pogledat v ozadje tega, zakaj se jaz tako obnašam. Večkrat vidim, da mi je zelo hudo, večkrat mi je zelo hudo za moje obnašanje, zato ker čutim energijsko, kako s tem prizadenem sebe. V ozadju je vedno, da sebe ne spoštujem, da sebe ne cenim dovolj, da zase mislim, da sem takšna in takšna, ampak ker je pač ta oseba morda meni podobna ali pa je, mi gre na živce, dobro, kakorkoli. Vidi se navzven, kot da jaz to osebo napadam. Ja, tudi jo napadam, ampak obenem pa napadam tudi sebe s tem. In ker sebe napadam, sem odprta, imam eno luknjo v auri in zato lahko potem neka druga, tretja oseba pride skozi to luknjo in mene potlači dol. Tako da nekoga tlači dol ali pa ga poviševati v nebo, ne vem, ta je pa krasen človek. Lahko rečemo, da je nekdo super. Ampak da preveč pozornosti usmerjamo, joj, krasen je, super je, čudovit je. Ja, dej se še sebe potem spomni ob tem, ne? Dej še sebe to potrditev, jaz sem tudi krasna in čudovita. Zakaj je samo ona tako wow in fajn? Pri energiji gre velikokrat za to ravnovesje. Nekaj manj ni v redu in tisto nad ni v redu. V smislu neke vzvišenosti ali pa manj vrednosti. To sta v bistvu dve plati enega kovanca, bomo rekli. Lahko uporabiš manj vrednost, žrtev, vlogo žrtve. Recimo danes lahko počutiš in uporabiš to. Lahko pa uporabiš več vrednost. Vzvišenost nad drugimi. In čeprav zgleda, da je tako kar nekaj več, je v bistvu isto. Ta nekaj več se napihuje, zato ker znotraj sebe čuti, da je nekaj manj. No, zdaj sem mogoče, nisem niti mislila na ta način te stvari povedati, ker pač besede kar same pridejo, tako ko začutim, tako jih povem. Mogoče bi še povedala, zakaj bi se mi sploh ukvarjali s to svojo energijo. Ja, prva stvar je zato, da imamo povečano, da se nam nivo življenjske energije poveča, kar je super. Ta povečana življenjska energija ti potem podpira v vseh tvojih stvareh, v tvojih spremembah, pa še posebej, ker ti za vsako spremembo potrebuješ energijo. Ti ne moraš zdaj na eno delavnico, pa boš tam naredil vse. Ti moraš to energijo prizemljevati v življenju. Ti potem delaš premike takšne, da recimo način delovanja spreminjaš, način tvoje reakcije, način govorjenja, se spreminjaš marsikaj, tudi način prehrane, gibanja in tako naprej. In za vsako tako spremembo mi rabimo energijo, nujno jo rabimo. Brez tega ne moramo nič narediti. Se veste, prvi teden januarja, kakšen je, vsi polni smo, ja, to bom, uno bom, tretje bom. Potem pa ni tega nič in pa smo samo razočarani in žalostni. Jaz pri sebi vidim, da tukaj pri meni gre ves čas za neko spremembo. Jaz ves čas nameravam še izboljšave, ja. Recimo nekaj sem že naredila, super, jaz se lahko sigurno še izboljšam. Pa ne zato, da ne bi jaz spremala same sebe, ampak zato, ker čutim ta potencial v sebi, ker vem, da se res lahko izboljšam. In vem, da na nekaterih stvareh v življenju sem super in mi gre odlično, nekatere moram pa se naučiti, izboljšati, spreminjati ves čas. Tako da gre v bistvu praktično za prevzgojo samega sebe. No? Tako, to se mi zdi še najboljša beseda, da se ti prevzgajaš. Če si že prej navajen, ne vem, 20 let, 30, pa še kaj več, na ta način delovati, ko začutiš seveda, da to ni ok za tebe,
da ti več tudi to ne paše, potem začneš iskati načine, kako bi se izboljšal. In za vse stvari te, kar sem povedala, rabiš neko podporo notranjo, rabiš osebno moč, tisto odločnost. In potem, ko padeš na kolena, ker padeš večkrat na kolena, padeš na tla, na rit in še na kam, v prispodobi govorim, še kako rabiš svojo voljo notranjo in da se spet pobereš in da greš naprej, da iščeš spet nove načine, da rečeš, ok, zdaj mi ni uspelo, mi bo drugič, ali pa ne, mi bo pa še 100-tič uspelo. In za vse to rabiš energijo in to veliko, veliko energije. Zdaj, kdo bo lahko spremenil samo eno stvar v svojem življenju? Super, odlično. Nekdo bo pa stalno delal spremembe. Tudi odlično. Najbolj je pomembno po moje, jaz tukaj sebe gledam, da ne stagniraš. Da ti ves čas greš naprej, ves čas iščeš. Mislim, da pri Access Bars imajo en stavek, ki so eno vprašanje se vprašajo. Kako je lahko še boljše kot to? In jaz ga uporabim takrat, ko mi je lepo, uporabim ga pa tudi takrat, ko mi ni lepo, ko sem v žalosti, si rečem, kako je lahko še boljše kot to, ali pa če me kdo prizadene, kako je lahko še boljše kot to. S tem, da grem potem čez ta proces teh občutkov, če sem recimo prizadeta, da se vprašam, zakaj sem prizadeta. Dobim odgovor in potem lahko to spustim in potem je dejansko lahko še boljše kot to. Ja. Mogoče še eno stvar bi povedala, sem da malo spijem. Ko malo več govorim, se mi grlo suši. Nekateri me sprašujejo, ali mi lahko energije škodujejo. Ja. Lahko ti škodujejo, če verjameš v to, lahko ti pa ne škodujejo, če ne verjameš v to. Vsaka energija je lahko dobra ali slaba, odvisno kako na njo gledaš. Recimo, če nekdo mene zjezi, jaz lahko nanj gledam kot na osebo, ki je bila nesramna do mene in me je zjezila za nalašč, sigurno za nalašč, da bi ja me prizadela, recimo. Lahko pa pogledam z drugega vidika, lahko pa pogledam, zakaj me je ta oseba zjezila, zakaj sem se jaz zjezila in zakaj se počutim prizadeto. Vedno sta dva pogleda na to. Na splošno energije, vse okoli nas, so takšne in drugačne. Poznamo točke moči, poznamo te energijske točke, ki so dobrodejne za naše telo, poznamo točke, kjer so grozne, recimo to so v teh velikih mestih. Jaz sem začutila, ko sem bila v New Yorku, recimo, na tej glavni ulici je bilo grozljivka, ker je tukaj njih energij, pa avto, pa ljudi in tako naprej. Tam sigurno ni fajn meditirati. Imaš pa točke seveda, ki te podpirajo v temu. In dobro je, da probaš zaznati točko. Tudi recimo doma. Če ne spiš dobro, bi bilo fajn pogledati, zakaj ne spiš, oziroma posteljo prestaviti, ali pa poklicati te ljudi, ki merijo te prostor, energijsko, če so kakšni podvodni tokovi spodaj. In kjerkoli si v bistvu, da si ti narediš tvoj prostor tak, da te podpira. To je zelo pomembno. Ali pa da greš večkrat v naravo, v gozd, v jame, da se regeneriraš. Narava strašno pomaga, zato jo imamo, hvala Bogu, v Sloveniji. Je čudovita narava, da še lahko praktično jo imaš pred nosom. Samo da izkoristiš to, Po mojem, da bi bilo to dovolj za danes, bi vam dala domačo nalogo, zato da začnete opazovati svojo energijo. In sicer, probajte se vsak dan malo pogledati, bolj tako znotraj sebe, malo bolj opazovati,
kje se nam zdi, da vi izgubljate največ energije, kdaj, s katero osebo, v kateri situaciji in zakaj. Dajte pogledati na to z dveh vidikov, kot sem prej rekla. Ne samo z tega, da te je neka oseba hotela prizadeti, ampak katero rano ti je pokazala. Na katere dogodke te je spomnila mogoče. Pa si probajte malo zapisati. Pa se boste že sami s tem veliko odgovorili in boste lahko zajezili tista delovanja, kjer vam energija odteka in nekako transformirali to v tak položaj, da bo energija ostala pri vas. Lepo se imejte, pa se vidimo drug teden. Upam, da že posnamem video glede o bosanskih piramidah. Lepo se imejte. Čau, čau.